Pozdravljeni, spet smo skupaj in nadaljujemo z reševanjem lanske spomladanske maturitetne pole. Smo pri 5. nalogi, ki od nas zahteva, da izračunamo ploščino tegale lika na sliki. Zdaj, če tale lik pogledamo, opazimo, da gre za nek nepravilen petkotnik in to mi ne znamo direktno te ploščine računati. Petkotniki za nas niso neki lepi liki, sploh tale, ki je nepravilen, prav direktno njegove ploščine ne bi znali izračunati. In si zaradi tega pomagamo s tem, da si bomo tale petkotnik razdelili na več nam lepih likov, katerih ploščine pa bomo znali izračunati. Če pogledamo, če si klele jaz naredim daljico od E-ja do C-ja, se mi bo tale naš petkotnik razdelil na tole spodaj bo en pravokotnik in zgoraj dobim nek trikotnik. Spravi, gre za dva lepa lika, katerih ploščino znamo zračunati, potem pa bomo morali za skupno ploščino samo sešteti ploščine posameznih likov. Pravi, če rečemo temule spodnjemu ploščina 1, zgornjemu ploščina 2, bo naša skupna ploščina enaka vsoti teh dveh ploščin. Pravi, če pogledamo ta prvo, S1, vidimo, da gre za pravokotnik, vemo, da se ploščino pravokotnika računa kot dolžina krat širina, oziroma stranica A krat stranica B. Če pogledamo za tole dolžino, vidimo, da poteka od koordinate 1 do koordinate 6, pravi 6 minus 1 nam da dolžino 5. Ta druga stranica pa poteka od ničke do dvojke, pravi ima dolžino 2. 5 krat 2 nam da ploščino tega pravokotnika enako 10. In smo prvi del naloge zaključili, prvo ploščino zračunali. Če pogledamo zgornji trikotnik, vidimo, da gre za nek nepravilen trikotnik, različno dolge stranice, pravi si bomo pomagali z tisto najbolj klasično formulo za ploščino trikotnika, ki se glasi stranica krat njej pripadajoča višina polovic. Če pogledamo, katere stranice in višine bi se nam v našem primeru najbolj splačalo uporabiti, tako kot stranica pravokotnika, tale pripada tudi trikotniku. In že vemo, da je dolžine 5 in če je to recimo stranica D, kot od nasproti oglišča D, bi njena višina potekala tukajle pravokotno na stranico D od oglišča D. Pravi bi bila naša ploščina 2. Stranica, ki smo jo poimenovali D, kakorkoli že, lahko bi dali tudi kako drugo ime, krat njena višina polovic. Pravi, stranica D smo že razmislili, da meri 5 enot, tukaj nimamo nekih centimetrov, milimetrov, metrov, ampak neke enote tega koordinatnega sistema. Tako da to tudi pri rezultatih ne rabimo nič dodajati. Pravi, višina pa vidimo, da poteka od tukajle koordinate 2 do koordinate 4, se pravi, poteka navpično navzgor, se pravi, bo imela dolžino 2. V tem ulomku vidimo, da lahko dvojko in dvojko pokrajšamo, nam ostaneta enki in dobimo, da je ploščina tegale zgornjega trikotnika pa 5 kvadratnih enot tega koordinatnega sistema. In za končni rezultat samo še te dve ploščini seštejemo in dobimo, da je ploščina tega našega grdega večkotnika enaka 15. Spravi, to si tukaj moramo zapomniti, da vedno, ko mi dobimo zaračunati neko grdo ploščino oziroma ploščino lika, katerega ne znamo direktno računati, si pomagamo s tem, da si ga razdelimo na več nam lepih likov. Tako da smo klele dobili ploščino 15. Dobro, gremo kar naprej na naslednjo nalogo, ki pa od nas zahteva, da zračunamo vrednost tegale izraza. Pa se dajmo tega kar lotati. Najprej prednost ima seveda oklepaj in moramo razmisliti, koliko bi bil tale
logaritem 32 pri osnovi 2. Tole moramo znati zračunati seveda brez kalkulatorja, tako da si s kalkulatorjem ne bomo mogli pomagati. In tukaj se bomo mogli spomniti, kaj v bistvu logaritem kot matematična operacija sploh od nas zahteva. Pravi, spomnili se bomo na osnovno zvezo med logaritemsko in eksponentno funkcijo, ki gre takole, da če imam jaz logaritem x pri osnovi a, mi bo dal tak rezultat y, da bo veljalo, da je tista osnova na naš rezultat enaka logaritmantu. To je tisto število, ki ga v logaritem ustavimo. Pravi, če tole formulo malo boljše razmislimo, ugotovimo, da nas logaritem sprašuje, na katero potenco moram dati tole našo osnovo logaritma, da dobim logaritmant. Se pravi, tale naš konkreten logaritem, ki ga moramo klele zračunati, nas sprašuje, na katero potenco moram dati število 2, da bom dobil število 32. In tukaj moramo mi zdaj razmisliti, da 32 je peta potenca dvojke, to je enako 2 na 5. Če dam jaz 2 krat 2 krat 2 krat 2 krat 2, 5krat, bom dobil ravno 32 in zaradi tega je rezultat tega našega logaritma 5. Pravi, pri logaritmu vedno nas zanima, na katero potenco moram dati tole spodnjo število, osnovo logaritma, da dobim logaritmant, ta zgornje število. Potem pa smo imeli zadnji plus, pa 2 na minus tretjo, pravi na negativno potenco. Tukaj se moramo spomniti, da minus pri potencah vedno obrne število, se pravi, da njegovo obratno vrednost, nek način zavrti ulomek. Tukaj, ko ulomka ni bilo, vemo, da dve celi v bistvu skrivata zadaj dve enini, vedno celo število, če ga hočemo spremeniti v ulomek, dodamo spodaj enko in potem tale minus bo to število obrnil. Sprav bomo dobili iz dveh enin eno polovico, ki pa bo še zmeraj potencirana na tretjo potenco. Pravi, s tem, ko smo iz dvojke naredili eno polovico, smo se znebili minusa, potenca 3 normalno ostane. Spravi, negativne potence si moramo zapomniti, da nam vedno dajejo obratne vrednosti. Pa pojdimo kar naprej, tale začetni del prepišemo in moramo tukajle potencirati tale ulomek. Vemo, da ulomek potenciramo tako, da potenciramo posebej števec in na to še imenovalec. 1 na 3, kot velja vedno 1 na karkoli ostane 1. 2 na 3, to pa vemo, da je 2 krat 2 krat 2, kar bi nam dalo 8. In smo dobili takle izraz, ki ga lahko rešujemo na dva načina. Lahko upoštevamo, da ima oklepaj prednost in probamo tole dvoje najprej med sabo seštevati, ampak tukaj, ker imamo zaštevati število in ulomek, bi mogli dajati na skupni imenovalec, pa se s tem majčkam pomatrati, tako da lahko tukaj opazimo, da je celo lažji način, če se tegale oklepaja z množenjem znebimo tako, da 8 pomnožimo z vsakim členom posebej. Zakaj nam to naredi malo lažji način? Ja, ker opazimo, da se bo tale 8 pri temle ulomku z imenovalcem 8 ravno pokrajšala in nam na ta način majhno olajša računanje. Ne bi bilo nič narobe, če damo tole na skupni imenovalec, pa potem poračunamo, ampak je tale način mogoče majčkeno lažji. Pravi, dobimo 8 krat 5, kar nam da 40, 8 krat 1 osmina, pa se osmici med sabo pokrajšata in nam ostane plus 1, iz kjer dobimo naš končni rezultat 41, ki bi ga dobili enako, tudi če bi šli najprej tale ulomek seštet, lahko še to za vsak slučaj pogledamo. Potem bi moral spodaj dobiti skupni imenovalec 8 in ker je imela tale 5 prej, kakor smo rekli že pri tejle dvojki, celo število v ulomek je vedno toliko enin, pravi, sem njegov imenovalec pomnožil z 8, kar pomeni, da moram tudi njegov števec pomnožiti z 8, ostane pa števec ta drugega enak, ker tudi njegovega imenovalca nisem spremenil.
dobimo 8 krat 5 krat 8 mi da spet 40 plus 1, kar pa dobimo, da je to 8 krat 41 osmin, se osmici spet pokrajšata in vidimo, da res dobimo isti rezultat kot prej. Pravi, po katerem koli načinu isti rezultat, mogoče pa tale ta prvi za nas majčkeno lažji, majčkeno manj računanja, tako da je mogoče bolj priročen. Dobro, s tem smo zaključili naslednji dve nalogi. Upam, da je bilo vse razumljivo in se slišimo.